Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo pokukali v gozd, kjer je v Kostanjevem gaju živela zanimiva ter prijazna druščina gob. Nekega dne pa se je druščini želela pridružiti še rdeča mušnica, a so jo ostale gobe zelo grdo odslovile. Bo ubogi mušnici uspelo najti prijatelje? Predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti pravljici slovenske pisateljice Ize Cedilnik-Štrukelj z naslovom Gobje prigode. V Kostanjevem gaju, globoko v gozdu, je živela pisana druščina gobic. Pod mogočnimi drevesi so stanovale lisičke, jurčki, dežnikarice, borova gliva, gabrov ded, prašnice in smrdljivi mavrahovec. Svoje domovanje so imele snažno pospravljeno in urejeno, na lepo negovanem mahu so rasle pisane rožice, ob robu pa je žuboril bister potoček, iz katerega se je ob večerih slišal žabji zborček. Imele so se prav lepo in nikoli jim ni bilo dolgčas. V njihovem taboru so bili glavni kuharji jurčki. Na svojem kamnitem ognjišču so pripravljali najrazličnejše dobrote in skrbeli, da slučajno ne bi bil kdaj kdo lačen. Najhujši zvok, ki jih je vedno vznemiril, je bilo kruljenje v želočkih njihovih gobjih prijateljev. V Kostanjevem gaju so živele tudi prikupne lisičke, ki so vedno nekaj čebljale in skrbele za živahno vzdušje. Družbo so jim delale še visoke dežnikarice, ki so jim zaradi podrobnosti z dežnikom rekli kar marele. Te pa so svojimi velikimi klobuki najraje prijateljem zastirale močno sonce ali pa jim v dežju nudile zavetje in streho nad glavo. Med gobicami je bilo tudi veliko prašnic, iz katerih so se večkrat pokadili oblaki trosov, saj je mimogrede kdo stopil nanje. Bile so majhne in malce nerodne, zato so se večkrat znašle pod koraki hitečih gobic. In pa to ni bilo prav nič všeč in so se ob tem seveda glasno razburjale. V gobjem taboru sta stanovala še najstarejša in temu primerna, najmodrejša člana gobje družine, gabrov ded in borova gliva. Cele dneve sta premlevala klobuke življenjske resnice ter ostalim delila dragocene nasvete. Na dedovem klobuku je stanoval še polžek Ponri, za katerega so vse ostale gobice slutile, da si vsake toliko privošči kakšen grižljaj njegovega klobuka. Ko pa ga je sam ded povprašal o tem, je Ponri prav nedolžno odkimal, češ da v teh obtožbah ni resnice. Tam je domoval tudi smrdljivi mavrahovec Matu, ki je bil priznan izdelovalec parfumov in se je cele dneve trudil odkriti še slajše in omamnejše vonjave. Njegove prijateljice ptice so mu vsak dan povedale, kje cvetijo najlepše rožice, da jih je šel nabirat za svoje napoje. Ko je v stekleničkah mešal cvetlične kapljice, je daleč naokoli vse dišalo. S parfumi pa je najraje polival kar samega sebe in zraven vzdihoval od opojnih arom. V resnici pa se je strašno bal, da bi kdo zavohal njegov pravi, nič kaj dišeči, mavrahasti vonj in se svojimi napoji na vso moč trudil obvarovati to skrivnost. Gobice v Kostanjevem gaju so se ravno dobro prebudile in že hitele naokoli po svojih opravkih. Pometale in pospravljale so svoj tabor, postirjale postelje in zalivale mah. Jurčki pa so že pripravljali zajtrk in kuhali dišečo žirovo kavo. Na obrobju gozda, daleč stran,
pa je takrat iz mehkega mahu zrasla lepa rdeča mušnica Ruby. Pokukala je izpod listja in se začudeno ozirala naokoli. Ja, kje pa sem? Je tu še kakšna gobica? Ker ni bilo nobenega odgovora, se je odločila, da se bo odpravila naokoli in poiskala še kakšno rdečo mušnico. V bližnjem potoku se je malo odšedila in odžejala, potem pa se je odpravila na pot. Osupljena čudovito naravo in mogočnostjo velikih dreves je z odprtimi usti zrla okoli sebe. Zažareli so prvi sončni žarki in gozd se je prebujal. Hodila je čez jase, grabne, plezala čez skale in korenine, se prebijala čez gosto praprot ter klicala in iskala mušnice. Nikjer ni bilo nobene. Ja, pa menda nisem edina gobica v celem gozdu, si je mislila sama pri sebi. In ko je bila že pošteno utrujena in lačna, je končno naletela na druščino gob v kostanjevem gaju. Zagledala je vesele lisičke, jurčke, dežnikarice, prašnice, mavrahovca, gabrovega deda in borovo glivo, ki so se ravno spravljali k jedi. Kako se jih je razveselila. Iz nje je kar začelo vreti. Joj, gobice, kako sem vesela, da sem vas našla. Kakšna sreča. Sem že mislila, da ne bom nikogar srečala, da sem edina goba v tem gozdu. Pa tako sem že utrujena in lačna, ker sem ves dan hodila. Kakšna sreča, da ste tu. Gobice pa so vse utihnile in začudeno zrle vanjo. Je kaj narobe? Je prestrašeno vprašala. Lisička Lora je prav neprijazno prhnila proti njej. Ti si rdeča mušnica. Strupena si. Pojdi stran. Zatem se je oglasil še mavrahovec Matu. Mi smo užitne gobe in se ne družimo s strupenjačami. Kako si drzneš takole priti? Kar hitro odidi. Ruby je bila čisto zaprepadena in sploh ni vedela, kaj ne odvrne. Ampak, jaz nikomur nič žalega nočem. Sem zelo prijazna in dobrosrčna gobica. Ime mi je Ruby. Rada bi bila vaša prijateljica. Res je, da sem strupena, ampak samo, če bi me pojedli. Menda me ja ne boste pojedli. Seveda te ne bomo pojedli. Sej ne jemo gob, neumnica. Se je spet oglasila Lora. Rdečka pa vseeno nima kaj iskati pri nas. Kar hitro odidi in ne vračaj se več. Ruby je še zaman prosila, če ji lahko pripravijo kaj za podzob. Gobe so jo zgolj grobo odganjale. Tu nisi dobrodošla. Pojdi čim dlje od nas. Skrušena in izčrpana se je obrnila in se odpravila naprej. Kako je bila pretresena in žalostna. Česa takega res ni pričakovala. Tako je jokala, da sploh ni videla, kot hodi. Večkrat se je spotaknila in popraskala, da je že vse skelelo in bolelo. Na koncu je omagala v grabno ob potoku in od vsega hudega zaspala. Prebudile so jo velike dežne kaplje. Pogledala je v nebo in ugotovila, da se pripravlja strašna nevihta. Nebo so prekrili temni oblaki, strele so bliskovito švigale sem ter tja in od krmenja je vse bobnilo. Predno se je zavlekla pod korenine, je bila že tako premočena in premražena, da se je revica vsa tresla. Zapuščena in strtega srca je ihtela v razpoki pod drevesom. Medtem je na drugi strani gozda mavrahovec Matu nabiral dišeče cvetlice za svoje parfume, ko so tudi njega zmočile prve kapljice dežja. Sej bo verjetno samo kratkotrajna plohica, si je rekel. Vseeno bom pohitel proti domu, da slučajno ne spere parfuma z mene. To bi bilo grozno, če bi se domov vrnil s smrdljivim mavrahastim vonjem,
pa še kakšno muho na klobuku. In ker se je neurje naglo stopnjevalo, je z vedno hitrejšim korakom stopal proti Kostanjevemu gaju. Na koncu je že na vso moč tekel. Veter je začel tako divje vleči naokoli, da ga je sukalo sem ter tja kot vrtavko. Njegova košara s cvetjem je poletela visoko v nebo, Matuja pa je zanesla v narasel potok. Deroča voda ga je začela odnašati ter ga butala ob kamenje in veje. Nemočno je hlastal za zrakom in se zaman poskušal ujeti. Potok ga je odplavljal globoko v gozd. Kmalu ga je prineslo prav do korenin, pod katerimi je vedrila mušnica Rubi. Ko jo je zagledal, je začel obupno kričati: "Na pomoč! Prosim, pomagaj mi! Reši me iz vode!" Bliskovito ga je zgrabila za roko in ga potegnila na kopno. Brž ga je zasula z vprašanji: "Si v redu? Te kaj boli? Kako naj ti pomagam?" Matu pa je nemočno ležal na brežini in jo presenečeno gledal. "Pa saj to si ti? Rdeča mušnica, ki je bila še malo prej pri nas." Rubi se je hitro odmaknila in se mu začela opravičevati, ker se ga je dotaknila. Mavrahovec pa je dejal. Mavrahovec pa je rekel: "Ah, nehaj no. Kako sem vesel, da si me rešila. Brez tvoje pomoči sploh ne bi splaval iz vode. Iz vsega srca hvala." "Torej nisi jezen name?" je previdno vprašala. "Seveda ne. Zelo sem ti hvaležen. In strašno mi je žal, da smo to odgnali. Želim si, da bi lahko izbrisal vse, kar sem ti žalega rekel. Vidim, kako dobrega srca si, kako si mi pomagala." Rubi se je samo nasmehnila in dejala, da je že vse pozabljeno. Matuja je izvlekla na suho pod korenine in oba pokrila s praprotjo, da bi se malo ogrela. Izčrpana sta hitro zaspala. Neurje je celo noč divjalo okoli njiju, je škropilo z dežjem, od hladnega vetra pa sta bila čisto prezebla. V Kostanjevem gaju so ta čas gobice zaskrbljeno čakale, da se nevihta umiri. Kako jih je skrbelo za Matuja? Ko so se stiskale pod klobuki marel, od skrbi nobena ni zatisnila očesa. Tudi na mušnico Rubi so se spomnile in kar bolelo jih je v trebuščkih, ko so pomislile, kako grdo so odgnale in kako zdaj sama tava po nepoznanem gozdu. Končno je lisička Lora le spregovorila. "Mislite, da je z rdečo mušnico Rubi vse v redu?" Nastala je tišina. Modri Gabrovdet je tiho rekel: "Zelo grdo ste se obnašali do nje. Po nepotrebnem ste jo žalili in odgnali." Stara borova gliva pa je dodala: "Bila je zelo prijazna in nič slabega nam ni želela. Če ima klobuk rdeče barve, še ne pomeni, da je hudobna." Potem pa so se začeli kar vse povprek oglašati. "O, kako mi je žal. Le kje je? Kaj, če se je kaj zgodilo? Kako smo bili nesramni do nje. Le zakaj smo jo pregnali?" Vsem je bilo zelo hudo, da so jo tako grdo zavrnili. Začeli so se spogledovati in so v en glas strinjali, da morajo tudi njo poiskati. Takoj, ko se zdani, bodo organizirali iskalno akcijo za Matuja in Rubi. Ko se je začelo daniti in je dež prenehal, so sončni žarki hitro posušili razmočen gozd. Gobice so se nemudoma odpravile poiskati izgubljena prijatelja. Za pomoč so prosili Matujeve ptice in kaj kmalu sta prileteli dve kanji in začeli vzhičeno pripovedovati, da sta v potoku pod koreninami videli nekaj rdečega z belimi pikami. Pohiteli so za pticama, ki sta jim z neba kazali pot. Rubi in Matu sta se medtem prebudila. Vse jo je bolelo in hudo sta bila prehlajena. Obdajal jo je tudi precej neprijeten vonj in Matuja je obletaval cel trop muh.
Zgrožen se je zavedal, kaj se dogaja, in planil v jok. Kaj pa je? Ga je zaskrbljeno vprašala Ruby. Kaj le? Moja najhujša mora se je uresničila. Voda je z mene sprala parfum in zdaj smrdim, kot smrdimo le smrdljivi mavrahovci. Pa tako me vse boli. Naj gre vse skupaj po gobe. Kar med polže se bom vrgel. No, ne pretiravaj, ga je mirila Ruby. Tvoj vonj pa ja ničesar ne spremeni. Matu pa ni odnehal. Mislim, da me nihče ne bo želel imeti za prijatelje, če bo vedel, kako v resnici zaudarjam. Ruby je kar malce jezno odvrnila. Veš kaj, tisti, ki prijateljstvo meri po vonju, te sploh ni vreden. Si dober prijatelj in to je tisto, kar šteje. Prijateljstva ne moreš videti ali vohati. Čutiš ga v srcu. Mavrahovec je bil za silo potolažen in je vprašal Ruby. Boš ti še moja prijateljica? Ja, seveda, zavedno, je odvrnila. Hvaležno jo je prijel za roko in rekel. Tudi jaz bom zavedno tvoj prijatelj. Takrat pa je iz Grabna prihitela celotna druščina s Kostanjevega gaja in planila Matuju in Ruby v objem. Tako so bili veseli, da so jo našli. Mošnici so se takoj začeli upravičevati za grdo obnašanje v njihovem taboru. Ruby jim je hitro vse odpustila in bila presrečna, da so jo sprejeli medse. Lisičke so se kmalu začele zmrdovati, kaj neki tu tako smrdi. Matu se je odločil, da je napočil čas, da jim razkrije svojo skrivnost. To, kar vohate, je moj pravi naravni vonj. Smrdljivi mavrahovci smrdimo in na nas se pasijo muhe, ker jim je ta vonj všeč. Razumem, če ne želite biti več moji prijatelji, zdaj, ko veste resnico o meni. Gobice pa so ga brž pomirile. No, ne govori neumnosti. Vonj pa že ne spremeni prijateljstva. Nič manj te nimamo rade zaradi tega. Saj smo slutile, da se za tvojim imenom nekaj skriva. Nam je pa tudi všeč, če se malo naparfumiraš. Vsi skupaj so se zasmejali in Matu je obljubil, da se odišavi takoj, ko se vrnejo domov. Takrat pa se je oglasila muha. Bzzz. O, ne, parfumi tako smrdijo. Nam je pa tako všeč tvoj naravni vonj. Tako nam dišiš. Dovoli, da se še malo popasemo po tebi ter raznosimo tvoje trose po gozdu, da bo zrasel še kakšen smrdljivi mavrahovec. Bzz. Matu je muham dovolil še malo obletavanja, potem pa so se strinjale, da je čas za odhod. Le ena ni hotela z njega in je vzdihovala, da se je zaljubila v Matuja. Ostale muhe so jo morale na silo odvleči, da so se vsi hihitali, Matu pa je končno dobil nekaj barve na lica. Dežnikarice in jurčki so naložili Ruby in Matuja na nosila ter jo odnesli nazaj v Kostanjev gaj. Ko so se po naporni poti končno le vrnili v tabor, so gobice nam pomoč poklicale zdravnico, Črno trobento, da bi pozdravila prehlajena in potolčena prijatelja. Doktorica je po temeljitem pregledu pacientov podala navodila za najhitrejše okrevanje. Praske mažite z ognjičevim mazilom. Jurčki, vi pa ima, prosim, skuhajte okrepčilno kostanjevo juho ter velike količine čaja iz smrekovih vršičkov. V nekaj dneh boste spet na nogah. Jurčki so brž pohiteli v kuhinjo, zdravnici Trobenti pa se je tudi mudilo naprej. Moram kar hitro na pot, saj so me poklicali na zelene livade, tabor rdečih mušnic. Menda so se eni od mušnic pike na klobuku obarvale zeleno. Verjetno je pojedla preveč bukovega listja. Kaj? Je kar privzdignilo Ruby. Tabor rdečih mušnic? Kje pa je to? Doktorica je z roko pokazala smer in razložila, kako se pride do njihovega domovanja. Ruby je hotela kar skočiti iz postelje in se odpraviti tja, da so jo gobice komaj zaustavile.
Zmenile so se, da bodo čez nekaj dni, ko bosta z Matujem spet pri močeh, vsi skupaj odšli tja. In res so 3 dni kasneje vsi skupaj krenili na izlet k rdečim mušnicam. Na srečo niso bile tako zelo daleč. Kmalu so jih našli in mušnice so bile zelo vesele njihovega obiska. Še posebno so se razveselile Ruby in jo povabile, da ostane pri njih. Čeprav je bilo hudo za kostanjevim gajem, se je odločila, da se preseli k mušnicam na zelene livade. A so se vse skupaj dogovorile, da se bodo redno obiskovale. Sploh Matuj je bil skrušen zaradi Rubijinega odhoda, vendar ga je potolažila z obljubo, da se bosta videla, kadarkoli bosta želela. Rdeče mušnice so vsako soboto organizirale semenj in nanj povabile tudi gobice iz kostanjevega gaja. Tako je celotna gobja druščina vsak teden v veselih ritmih plesala in pela do poznega večera, njihov smeh pa je odmeval še daleč preko zelenih livad. Omeniti moram še izvrstne dobrote, ki so jih pripravljale spretne gobje ročice, da se je semenska miza kar šibila od vsega dobrega. Jurčki so med drugim stregli svoje znamenite pražene želode, pito iz gozdnih jagod ter čemažev namaz. Mušnice pa svojo specialno solato iz bukovega listja, koprivi narastek ter rubidove medenjake. Matuj je na semenj vsak teden prinesel nov parfum in prav danes so vsi tako čudovito dišali po opojnih akacijah, da so vse muhe zgroženo pobegnile na drugo stran gozda. Tam pa so izpod listja že poganjali mladi smrdeči mavrahovci, na katerih so se zadovoljno pasle. Njihova edina skrb pa je bila, da ne bi kdaj slučajno srečali našega parfumerja Matuja. Gobice iz kostanjevega gaja ter mušnice zelenih livad so postale nerazdružljive prijateljice. Skupaj so se zabavale, če pa so kdaj naletile na kakšno težavo, so si, kot vsi dobri prijatelji, vedno priskočile na pomoč. Vedele so, da si lahko zaupajo in se zanesejo druga na drugo. Med dolgimi pogovori so vedno znova ugotavljale, kako lepo različne so si med seboj. Nekatere imajo čudovite rdeče klobuke, druge rumene, tretje rjave ali bele. Tudi njihov vonj se je razlikoval od gobice do gobice in lisičke so trdile, da dišijo še lepše kot Matujevi parfumi. Vse pa so se strinjale, da vse to prav nič ne vpliva na njihovo prijateljstvo. Prijateljstva ne moreš videti ali vohati, čutiti ga moraš v srcu. In še res je. Prijateljstvo čutimo v srcu. Resnično čudovita pravljica. Pravljica, ki seže v srce. In tako kot gobice, ki smo jih spoznali v današnji čudoviti pravljici, smo tudi ljudje različni. A kljub temu naj bosta strpnost ter srčnost tisti naši vrednoti, ki naj nas vodita skozi življenje. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti slovenski pravljici z naslovom Smrčač dobi hišo, v kateri boste spoznali zelo učenega medveda, ki pa je zelo glasno smrčal in s tem motil gozdne prijatelje. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam en prijeten gobi pozdravček. Čau, čau. Bravo, čudovita pravljica. Mm-hmm.